Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bo video majčkeno drugačen. Jaz bom komentirala eno Facebook objavo, zdaj ni važno, od koga je, jaz še sama ne vem, od koga je. Kolegica mi je pač poslala neko drugačno mnenje in seveda bom jaz izpostavila svoje mnenje. No, objava pa gre tako. Zakaj skoraj nikoli ne mažem sebe ali otrok s kremo za sončenje in zakaj moji otroci marca skačejo okrog hiše brez majice? Tle je že itak takoj red flag, pač otroci marca skačejo okrog hiše brez majice. To je meni kar nekaj. Pač marca je pri nas še sneg, noben ne hodi brez majice. Pač ni več, koliko je včasih bilo, dejansko nimamo teh prehodov, imamo ful vroče ali pa mrzlo. Tako da mi ne govoriti, da ti marca otroci okrog skačejo brez majice, ker mi to sliči na primer, ko je peljala v gačama po Ljubljani svojega otroka. Mislim, ne moramo se ta zgajiti, no. V glavnem, jaz mislim, da brez majice se lahko nekje maja, junija, pa tudi takrat zna biti ful hladno. To je že začetek, tako se vidi, da se bo nekaj pretiravalo. In nadaljuje, ok, tole vam ne bo všeč. Torej ja, gre za neko provokacijo, torej gre za neko pridobitev pozornosti in bomo videli, zakaj se gre. Ne, pri nas doma ne uporabljamo krem za sončenje. Zakaj? Zato, ker se ne bojimo sonca, bojimo se krem za sončenje. Mislim, o moj bog, do kje smo prišli? Do tega, da pač ok, vsak izražaš svoje mnenje, to je dobro, ampak potem so pa mogoče potrebni tudi ljudje, kot sem jaz in pa ostali, da ozaveščamo, da se nimate kaj bati, niti sonca, ko je v normalnih količinah, niti sončnih krem. Pač to je realnost. Sonce je vse močnejše, mislim, da sami opažate podnebne spremembe, mislim, da sami opažate spremembe na koži. Veliko študij je bilo že na to narejeno, pač ne more noben zanikati, da sonce škoduje, sploh poleti, in da se v bistvu krem za sončenje ne smete bati, ampak jih uporabljati poleg ostalih vseh stvari, kot so pokrivalo, obleka, izogibanje v tistih top urah. Pač ne bojte se sončnih krem in ne maram tega, da nekdo hujska proti nečemur, ko v bistvu nekoga ščiti pred razvojem raka ali pa pred tem, da je čisto pečen zvečer in da se mu pač koža poškoduje na ta način. Pač bojte se pretiranega sonca, ne bojte se zaščitnih krem za sončenje. In potem nadaljuje, ne me razumeti narobe, seveda se pazimo in ne pražimo na soncu, ampak jaz sem ubrala malo drugačno pot. Ok, to je cool, pač da se ne pražijo na soncu. Otroke že zgodaj spomladi pustim, da brez majice tekajo okoli hiše. Torej, ja, tisto marca okrog hiše, meni ni jasno, pač ne, nimamo tazga podnebja, ne vem, kje ženska živi, mogoče pa ni v Sloveniji. In takrat začnejo postopoma pridobivati zaščito. To je ta postopna zaščita, kot bi rekli, isto za solarij. Pač zdaj gremo malo prej, da se sončimo, da pa dobimo zaščito. Ja, zato, ker se ti koža že počasi pač poškoduje in potem te manj poškoduje. Ja, to je res, ampak telo se naravno začne pripravljati na sončne mesece. Seveda v tistih mesecih je fajn, da se majčkeno posončimo, mogoče malo nastavimo soncu, sonce se ne smemo bati, vseeno je, sonce je izvor življenja. Ampak neko spomladansko, marčevsko letenje brez majic okrog na mesto zaščite mi ni čisto jasna. Ko pride mesec junij, jim tisto prvo močno sonce, ki nas ponavadi vse preseneti, ne naredi škode. Ne vem, kako si ona predstavlja škodo. Ona si škodo predstavlja samo kot takojšno opeklino, očitno. Ne ve, ker mi tudi ne vidimo, UVA sevanja, ki gre globlje v kožo, ki vpliva dolgoročno na razvoj različnih stvari, ki so lahko škodljive. Tako da sonce je nevarno ravno zaradi tega, ker mi vidimo takojšnje, ko se pač res preveč izpostavljamo, in ne vidimo pa tega, kar se akumulira.
čez leta. In ona misli, da pač to njim ne naredi škode. O ja, naredi škodo. Poleti se izogibamo soncu med 11:30 in 15:30. Ja, ko sem to prebrala, sem rekla, med 11:30 pa 15:30. Mogla je zamakniti za teh pol ure, da se ne bi slučajno ona rekla od 11 do 4, tako kot predlagajo vsi dermatologi, tako kot predlaga pač vsa skupnost, ki ozavešča na škodljivost, ki jo ima sonce v teh urah, v poletnih mesecih. Ne, ona se je odločila, ne, jaz bom pa malo drugač, ker spet hoče biti malo drugačna, ker mi gremo v majicah okrog, plešemo okrog ognja in jaz bom premaknila še to za pol ure v tisto smer, rečemo v desno. To je čas, ko mi pripravimo kosilo imamo malo počivamo in potem spet akcija. Itak, ful dober, pač v tem cajtu relax, chill, izogibajte se sonca, sonce je res močno. Otroci ne nosijo pokrival ali sončnih očal, razen za afnanje, prav zaboli me, ko vidim dojenčke sončnimi očali. Ok, ja, dojenčke sončnimi očali, otroke sončnimi očali, nič narobe, sonče je močno. Otroci ne nosijo pokrival. Otroci ne nosijo pokrival, mislim, kaj je, halo, osnovno, kar je, dajte otroku pokrivalo, pazite ga sonca, zakaj zdaj še, bojimo se sončnih krem in pokrival. A sončna očala pa imajo za afnanje, mislim, ni mi jasno zdaj, sončna očala, ja, najbolj zanimiva za afnanje, ampak tudi zaradi tega, da jih zaščiti. Oni jih imajo ne zaradi tega, da jih zaščiti, ampak zato, da se afnajo. Dobro, pol jih vsaj imajo, ne. Skrivamo otroke pred soncem in potem kupujemo vitamin D. A ni to malo čudno? Ne, čudno je, da se človek ne pozanima, ko gre kaj takega pisati. Otroke ne skrivamo pred soncem, zaščitna krema in podobne stvari. Sonce vsem pride do naše kože. Mi smo od zunaj, mi smo bitja narave. Ja, sonce pride do naše kože. In dokazano je, celo študija je, da se sinteza vitamina D ne upočasni zaradi tega, ker uporabljamo kremo za sončenje. In dodajamo vitamin D, zaradi tega, ker tudi, če bi se ne vem kako prepražili na tem soncu, ne bi imeli zadostnega vnosa vitamina D. Vitamin D se mora tudi s prehrano ali prehranskimi dopolnili. Pika. To so kar neke skrajnosti, ki jih tu navede. In potem si je gospa zamislila, to je vedno tako, ko so neke take teorije zarote, ne, vzemimo en podatek iz nekje in dajmo pol to mi kar posplošiti. Vsako leto je več kot 2 milijona Američanov in približno 800 Slovencev diagnosticiranih za kožnim rakom. In kljub temu, da se število uporabnikov konvencionalnih, klasičnih oziroma sintetičnih sončnih krem iz leta v leto povečuje, se vztrajno povečuje tudi obolelost za kožnim rakom. In tle bi vsak pač, ki ni tukaj neveden, bi se tudi vprašal, jo, ampak res, pač vse več uporabljamo te kreme za sončenje, pa vse več je kar rakov. Ja ne gre tako. Včasih ti raki, ki so danes diagnosticirani vsako leto bolj, niso bili sploh diagnosticirani. Ljudje so umirali zaradi njih, pa v bistvu sploh nismo vedeli, da je to melanom, rečemo temu, ne? Izboljšale so se vse te, na kakšen način odkriti, ljudje ozaveščajo, ljudje si pregledujejo bolj in pa sonce je močnejše. Zdaj, če je tudi uporaba sončnih krem ful bolj narasla, to tudi ne vem, koliko je res, a ne? Ampak moramo se zavedati, da imamo boljšo diagnostiko. Pač res učinkovito odkrivamo vse te kožne spremembe kot prej. Ne? So prej tudi bile, ampak se jih pač ni odkrili. In potem naprej, tako da tukaj je že neka povezava, da kreme za sončenje sploh ne delujejo. Ker dokazano delujejo, dokazano varujejo pred soncem, toliko študij je narejenih, da tle ne moreš gaziti tega in meni je pač čist mim, da sploh to piše. Čedalje več neodvisnih raziskav kaže, da UV filtri prinašajo več škode kot koristi. Čedalje več neodvisnih raziskav. To je tak splošen način izražanja, ki ga uporabiš, zaradi tega, da zavajaš, da ti veš, kakor da poznaš vse te možne raziskave, ki jih ni. V bistvu so neke okoljevarstvene raziskave, za katerimi sploh niso tisti ta pravi znanstveniki, rečemo temu, ali pa kakšen upokojen znanstvenik, ki se nekaj skupaj združijo in potem pač to čekirajo.
In ne more reči, da je vse več neodvisnih raziskav. Ne, eno par je in vedno so nekje isti avtori, ki se pač prčijo proti nekaterim UV filtrom. In o tem smo že razlagali, kako je nekaj strupeno. Vse je v odmerku, tudi voda je lahko strupena. In zelo pomembno je, kakšen je koncept študije in kakšna je interpretacija študije. To je zelo pomembno. Tako namesto zdravilnih UV žarkov, zdravilni so UV žarki, zdaj so UV žarki kar zdravilni, ker če pogledamo UV žarki, so UVA, UVB in UVC. In za njo bi bil tudi zdravilen UVC, ki hvala Bogu, da ne pride do nas čez atmosfero, zato ker bi nas spržilo. Pač sploh ne pozna osnov. In ustvarja se vitamin D, ja, ampak naše telo nima pomanjkanja tega, zaradi tega, ker se mi ne nastavljamo soncu. To bi pomenilo, da bi se oni lahko tam, kot je prej rekla, šli pržiti na plažo, če ne bi bilo sonce, je super, in dobiš še ful veliko vitamina D. Ne deluje tako. In potem nadaljuje, da je hkrati naše telo prepojeno s strupenimi kemikalijami UV filtrov. Kar nekaj. Prepojeno, naše telo je prepojeno z vodo. Naše telo je prepojeno z vodo. Ne s strupenimi kemikalijami UV filtrov, ker po moje ne bi stali več na dveh nogah in okrog hodili, če bi bilo naše telo prepojeno s strupenimi kemikalijami UV filtrov. Mislim, kakšno je to izražanje? Pa prav tako fearmongering, prav res, da širiš strah in s tem širiš misel, da se ljudje potem izogibajo zaščiti in škodujejo sami sebi. In to ni prav. In na to napiše, zato se je sončnim kremam bolje izogibati in poskrbeti za zaščito na druge načine. Ne, ni res. Sončne kreme je samo add-on. Torej, ti moraš poskrbeti za vse druge zaščite in sončne kreme. In pač nič ti ne bo. Mi jo že od mehkega pač nucamo, moja mama je vedno skrbela, da smo zaščiteni. In še zdaj sem kukar tukaj normalna, rečemo. Hodamo okrog prepojena s strupenimi kemikalijami filtrov. V raziskavi, potem se nadaljuje to zelo strokovno, v raziskavi so se molekule UV filtrov v krvnem toku pile le nekaj ur po nanosu izdelkov in sicer v tolikšni meri, da je bila dovoljena koncentracija toksičnih snovi krepko prekoračena. Res je. Nekateri UV filtri grejo v krvni tok, ampak to še ničesar ne dokazuje. Marsikaj, kar gre čez našo kožo, prispe v krvni tok, ampak to še ničesar ne dokazuje. To so samo dejstva in tle spet pridemo do tega, kako interpretirate določeno študijo. In potem zaključi v slogu, kadar res ne gre drugače in vem, da bodo otroci na soncu, uporabim izdelke z mineralnimi UV filtri, to se zgodi približno 3-krat na leto. Zakaj? Pa dej no, ne smeš sončni krem, ker ti ni strah, kako lahko nanašaš na otroke nekaj, česar te je grozno strah. Česar se izogibaš? Zakaj pa 3-krat na leto? Zakaj pa sploh, zakaj pa naneseš, če se tega izogibaš? Jaz nečesa, ker se bojim kač, ne bom dala roke med kače noter. Ne vem, no, pač meni to nesmiselno. Če pa res ja, pa le uporabim 3-krat na leto. Ne, pa ne uporabljaj, kaj tle strašiš in daješ neke raziskave in potem so tvoji otroci prepojeni. Nočem sploh govoriti o tem, to mi je pa grdo. V glavnem, ne maram takih nepojasnenih zadev, ki spodkopavajo trud, naš trud v bistvu in dermatologov, in kozmetologov, in vseh ljudi vpletenih v raziskave za UV filtre, da bi v bistvu pomagali temu, da se lahko naša koža zoperstavi močnemu soncu, in ostane dlje časa zdrava. In moramo se zavedati, da vse snovi so v neki koncentraciji strupene, interpretacija študij je pa zelo pomembna. In kar tako nekaj navajati, obstaja veliko raziskav, bila je študija, brez da dol mi navedeš to študijo in poveš točno, kaj je bilo na koncu conclusion in kaj so zdaj znanstveniki s tem pogruntali, je nesmiselno, je metanje besed ven. Tako, jaz sem se mogla malo izdihati, zdaj pa je čas na vas. Kaj si mislite o tem? A je to cool, da nekdo tako straši? Ne, ni cool.
Če vam je bil ta video všeč, prosim, naročite se na moj kanal, to mi veliko pomeni, vas ne košta nič. In pa sledite mi na Instagram profilu Skincare Slow, lajkajte vsebine, ki so vam všeč, do naslednjič pa lepo smejte in čau, čau!